Torej, če na kratko povzamem, vsaka stvar, katero se lotimo, rabi svoj čas, da pokaže nek svoj rezultat. In če nekdo konstantno jamra o neki svoji težavi oziroma nekem svojem stanju, ki se ne spremeni, pomeni, nič nisem naredil oziroma nič nisem naredila. Sama, ko sem šla skozi proces dela na sebi, sem dolgo časa, ko sem izvajala neke določene tehnike, imela občutek, kot da se prav nič ni zgodilo. Kot da nobenega rezultata nisem začutila. A ljudje so mi ves čas govorili, ful si se spremenila. Velikokrat sem zaznala ljudi okrog sebe, da ko so sedeli ob meni, da so bili nervozni, zato ker so bili mnenja, da jih nekako čekiram oziroma da jih podrobno spremljam. V resnici pa sploh ni bilo res. Jaz sem spremljala podrobno sebe, svoje čustva, svoje misli, svoje besede. To mi je bilo pomembno. Ne človek, ki je sedel nasproti mene. Človek nasproti mene se bo mogel sam soočiti s svojimi problemi, s svojimi težavami. Jaz sem se takrat soočevala s svojimi. In dolgo, iskreno dolgo, nisem zaznala pri sebi ene same spremembe. Ko je samo naredilo en dan, puf, takrat sem videla svojo spremembo. In to me resnično navdaja z strastjo, z ljubeznijo, z veseljem, z radostjo. In zakaj si teh občutkov ne bi želela še več? Zelo smešno je opazovati, kako se ljudje ves čas obremenjujejo z tem, kaj si nekdo misli o njih oziroma kako jih nekdo drug vidi. Bedarija. Pomembno je, kako mi sebe vidimo, kako mi sebe čutimo, kakšno mišljenje imamo mi o sebi. To je pomembno. Tudi če mi nekdo drugi reče, ne vem, ti si neumna, ali pa ti si, ne vem, grda, ali pa ti si, ne vem, karkoli. Meni to pove, kaj ta človek misli o sebi, ne o meni. Ker ta človek o meni pojma nima. Ogromnokrat sem tudi naletela na ljudi, pri katerih sem potrkala absolutno na napačna vrata. Ampak to še ne pomeni, da če sem naletela na enega napačnega človeka ali pa morda 10 njih, da pa mogoče oni 11 ne bo tisti, ki bi me zares znal poslušati in mi morda na kakršenkoli način svetovati ali pa predati neko določeno znanje, katero si pa je sam on pridobil skozi življenje. In morda bo tudi, če je njemu pomagala, tudi meni. Ali pa bova mogoče skupaj poiskala neko novo strategijo, ki bo zagotovo meni pomagala. Zato mi je nekako nepojemljivo, da ljudje, ki se znajdete v neki določeni situaciji, vsaj niti ne poskusite poiskati neke pomoči. Pa če tudi ste jo predtem že, pa ste naleteli na gluhe uhe. Pa ja, kaj? Jaz sem na milijon gluhih naletela. Pa na, ne vem, kretenov, ki so mi znali samo prikimavati ali pa še to ne. Resnično si želim, da bi ljudje končno razumeli, da sreča je od tu imamo mi svojo srečo. Mi ne bomo nikoli našli sreče v drugem človeku. Lahko nekako z neko določeno osebo najdemo neke vzporednice in hodimo skupaj skozi življenje.
O ja, to se strinjam. In se dvigujemo en drugega. In se izpolnjujemo en drugega. V to verjamem. Da bom pa jaz našla nekoga, ki bo mene dejansko osrečil in meni podaril ne vem kaj, kar v sebi nisem našla, ni šans. Ni šans. To ne obstaja. Najprej moram v sebi poiskati svojo igrivost, svojo strast, svojo moč, da naredim neke določene korake, da se spustim v neko določeno situacijo, strast, katero bom raziskovala in vztrajala v tistem, dokler ne bo kakršnega koli rezultata. In če bo rezultat negativen, oziroma ne bo nekih dosežkov mi prinesel, sem lotila nečesa drugega. Zakaj pa ne? Ali mi je boljše zdaj vztrajati in biti v tej situaciji, kjer me žalosti, kjer me pogublja, kjer me spravlja v nič, ali pa nekaj narediti zase. In če še niste našli prave osebe, ki vam bi iskreno lahko pomagala, bila srčna do vas in vas poslušala in poskušala vsaj razumeti, potem vedite, da ste bili samo pri napačni osebi ali pa ste trkali na napačna vrata, čisto nič drugega. Jaz res zagotovo srčno verjamem, da vse se da rešiti. Le če smo dovolj vztrajni in če bomo stremeli k tem, da si resnično želimo biti srečni, nasmejani, zadovoljni, to je pomembno.